Lepo pozdravljeni, dragi podjetniki, podjetnice, dragi gosti. Za začetek bi vam jaz zastavila vprašanje in sicer prosim, da odgovorite z dvigom rok. Prvo vprašanje je, kdo je že slišal za umetno inteligenco? Ok, dobro, saj poslušate me, super, hvala. Naslednje vprašanje bo nekoliko bolj kompleksno, ne? Kdo rešitve, ki vsebujejo modele umetne inteligence, uporablja v vsakdanjem življenju? Ok, če vam povem, da je umetna inteligenca tudi Google Maps in navigacija po mestu. A smo zdaj že vsi? Ok, super, tudi to je umetna inteligenca, ne samo veliki jezikovni modeli. Naslednje vprašanje, kdo takšnih rešitev ne uporablja pri svojem delu? Vsi uporabljate. Ok, super, potem nimam več nadaljnjih vprašanj. Mislim, da lahko kar grem. Ne, se hecam. Danes se ne bomo pogovarjali samo o tehnologiji. Vsi veliko beremo o umetni inteligenci, vsak dan poslušamo o tem, kako nam lahko pomaga izboljšati poslovanje podjetij, kako nas bo prevzela in še marsikaj drugega. Govorili pa bomo danes tudi o ljudeh in kako umetna inteligenca vpliva tudi na nas oziroma bo lahko vplivala na nas tudi v prihodnje. Kot sem že prej omenila, jeseni 2022 je nenadoma v naša življenja vstopil sistem, za katerega se je redko kdo zavedal, kako zelo bo spremenil našo prihodnost. Praktično čez noč smo skupaj s tem orodjem dobili tudi celo vrsto ekspertov za umetno inteligenco, nekako podobno kot 2 leti pred tem, ko smo dobili eksperte za medicino, za cepiva, za viruse in tako naprej. Na enak način. In posledica tega je bila, da so se kar naenkrat začele pojavljati različne rešitve, ki so temeljile na tem novem orodju in so jih ljudje začeli uporabljati. Brez razmisleka. Tako kot so orodja razvijali ljudje brez premisleka. Nismo se zavedali ali pa niso se zavedali, da vse, kar delajo s tem orodjem, v resnici pošiljajo podatke v tujino. Z vsemi temi podatki se učijo novi in novi modeli. Skratka, učijo se na vas. In tega nam v tistem trenutku nihče ni v resnici jasno povedal. To, dragi moji, je bil pa v resnici začetek nove industrijske revolucije. Bil je začetek nove hladne vojne, pa če se tega zavedamo ali ne. Mislim, da se marsikdo še vedno tega ne zaveda. Smo v tekmi, kdo bo zmagovalec. Se pa vprašamo, zmagovalec v čem? V čem tekmujemo? Če pogledamo okrog po svetu, pogledamo Ameriko, pogledamo Kitajsko, opazimo, da vlagate milijarde dolarjev v razvoj sistemov umetne inteligence, v razvoj novih modelov, novih algoritmov. Zakaj? Zakaj mislimo, da je tako? Odgovor je enostaven. Zato, ker tisti, ki bo prvi prišel do tako imenovane AGI, to je Artificial General Intelligence, govorimo o splošni umetni inteligenci, ki bo znala rešiti vsako vašo težavo, tisti bo zmagovalec in tisti bo nadzoroval naš svet. Sliši se tako zelo grozen, ne? Grozen. Se strinjam. Evropa v tem primeru, saj tako kaže, trenutno ne bo zmagovalec. Imamo po Evropi možnost edinstveno, da stvari delamo drugače. Da delamo za dobrobit družbe, za dobrobit ljudi in je to naš glavni cilj. Kako uporabiti umetnost za našo dobrobit, za dobrobit naših zaposlenih. Jaz sem v ponedeljek imela eno tako edinstveno priložnost, da sem prisluhnila profesorju
Joshu Bengiju. Kdo ve, kdo to je? Joshua Bengio. Ok. Alex. Joshua Bengio je najbolje citiran znanstvenik. Je eden izmed 3 tako imenovanih botrov umetne inteligence, ki so utemeljili globoko učenje, ki so utemeljili globoke nevronske mreže, in to so stvari, na katerih temeljijo vsi jezikovni modeli, ki jih danes uporabljamo, na katerih temeljijo raznorazni algoritmi za računalniški vid, algoritmi za razpoznavanje govora in še marsikaj drugega. Res je vizionar. Dejansko je naredil ogromno stvari. Njegov strah je zdaj, da se to bo uporabilo proti nam. Proti temu, za kar so si želeli, da bi te stvari delovale. No, med drugim je postregel z rezultati raziskav, da se zmogljivost velikih jezikovnih modelov pri reševanju dolgih, nekih zahtevnejših nalog, ki jih sicer rešujemo ljudje, podvoji vsakih 7 mesecev. In predvideva se, da se bo to skrajšalo na 4 mesece. In trenutne predikcije kažejo, da bomo v roku 5 let imeli jezikovne modele, ki bodo na nivoju človeka po sposobnostih reševanju takih izzivov. Kako se počutite ob tem? Vidim različne zaprepadene obraze, prestrašene. Kako? Lisica, bomo pobegnili. Veliko se govori tudi o izgubi delovnih mest, to smo tudi danes že slišali. In dejstvo je, da to se bo dogajalo. To se že dogaja, že lansko leto so velike korporacije odpuščale tisoče svojih zaposlenih in jih nadomeščale z umetno inteligenco, z raznoraznimi modeli. Kapitalizem pač bazira na tem, da podjetje mora čim več zaslužiti s čim manjšimi stroški. Torej, da ima čim večji dobiček. To je osnova kapitalizma. Zdaj, pomemben je dobiček, kje pa je tu človek. In smo v obdobju, ko se bo vrednost človeka tudi zaradi umetne inteligence še bolj zmanjšala. Ampak to se da korigirati na način, da nekako pametno oziroma z glavo uporabimo oziroma implementiramo umetno inteligenco v podjetja. Zdaj, umetna inteligenca je že leta odlično orodje za recimo navigacijo po nekem neznanem mestu, za odkrivanje napak v proizvodnji, recimo proizvodnji zdravila, gledamo, če so kakšne napake v tabletkah, za napovedovanje vremena, za napovedovanje gladine morja, posledično poplav, recimo za napovedovanje proteinskih interakcij, za odkrivanje novih tarč, za nova zdravila, odkrivanje tumorjev na slikovnih posnetkih in marsikaj dobrega. Se strinjamo, ne? In to je tisto, kar si mi želimo. Sisteme, ki bodo delovali v dobrobit družbi. In to vse so rešitve, kar sem zdaj naštela, ki jih mi lahko uporabimo kot orodje za izboljšanje našega dela, za izboljšanje naše družbe, za izboljšanje našega življenja. Ta orodja konkretno nam podajo neko informacijo, nek rezultat, ker so jih analizirali podatke, in mi se na podlagi rezultata odločimo, mi sprejmemo odločitev. Mi. Kaj bomo s to informacijo naredili? Zakaj tako zelo to poudarjam? Zato, ker smo v obdobju, oziroma še bolj intenzivno prihajamo v obdobje, ko bo prišel ven razmah agentnih sistemov. Torej, agentna umetna inteligenca. Kaj to v resnici pomeni? To pomeni, da bomo dobili sisteme, ki na podlagi, vse nekaj že imamo, ki na podlagi vhodnih podatkov naredijo neke analize, sprejmejo odločitev in odločitev samostojno izvedejo. Brez tega, da bi človek karkoli vedel o tem. Brez odločitve človeka.
Je to dobro? Kako se nam to zdi? Pa lahko je kakšen zanimiv, a ne, rezultat. Ne vem, smo v podjetju, globalnem podjetju, imamo ti splošni info e-mail, na njega dobimo vsakodnevno stotine, tisoče različnih sporočil, na katera mora nekdo odgovoriti. A ni fajn, če imamo nekega agenta, ki ta sporočila prebere in na njih odgovori. Ne rabimo ljudi, ki to berejo, a ne? Ali pa imamo agenta, ki ta sporočila samo prepošilja na različne oddelke v podjetju, pa potem tam recimo ljudje odgovarjajo. Super. Ok. Drug primer. Predstavljajte si zdravstveno ustanovo, pokličete na edino številko, ki jo imate na voljo za stik s to ustanovo, z vašim zdravnikom in oglasi se vam agent umetne inteligence. Pogovarja se z vami oziroma vi se pogovarjate z njim, če temu lahko rečemo zares pogovor. In na podlagi tega, kar mu vi poveste, vas naroči na pregled pri določenem zdravniku, da vam datum, vse samostojno izvede. Spet ne rabite administratorjev. Fajn, ali lahko je narobe? Kaj gre pa lahko, a ne? Kaj pa če ta agent reče, temu pa res ni pomoči, zakaj bi ga sploh naročil? Tega nočemo. Tretji primer, mogoče bolj iz podjetniškega, ko bi zaradi upada prihodkov mogli zmanjšati stroške v vašem podjetju, zato da bi imeli seveda dobiček in bi lahko naprej investirali v podjetje. In umetna inteligenca, ta agent, pregleda vse vaše zaposlene in reče, tale oseba tukaj, ta pa nima nekih blaznih rezultatov, dajmo ga kar odpustiti in ga odpusti. Odpusti pa vam osebo, ki je dušo vašega podjetja, osebo, ki pride vsak dan dobro voljo, z dobro energijo v podjetje, oseba, ki da dušo in zaradi katere vsi ljudje okoli nje dajo odlične rezultate. Dobri vodje se zavedate, kako zelo dragoceni so ti ljudje. Saj upam, da se. Umetna inteligenca tega v resnici ne more nadomestiti. Ne more nadomestiti take osebe. In dober vodja v dobi umetne inteligence se bo zavedal pomena človečnosti in se bo zavedal odgovornosti ob implementaciji rešitev umetne inteligence v svoje podjetje. Dober vodja bo tisti, ki ne bo dovolil, da umetna inteligenca samostojno sprejema odločitve, ampak jo bo uporabil kot orodje. In še vedno sam sprejema odločitev oziroma njegovi sodelavci. Se bo pa potrudil, da bo vpeljal rešitve, ki bodo razbremenile njihove sodelavce, nekih duhamornih opravil in bojo lahko svoj čas, svojo energijo posvetili izzivom, ki jih imate v podjetju, da se bojo počutili koristne. Najhujše je, če se človek ne počuti koristnega. Mislim, da se tega vsi zavedamo. Zdaj, da se ne bomo narobe razumeli, jaz vem in verjamem, da lahko z vpeljavo umetne inteligence v podjetje rešite marsikakšen izziv, optimizirate svoje poslovanje, seveda vse to se da, če se to naredi na pameten način, z mislijo na ljudi, z mislijo na družbo in sicer, da razumete, kaj so dobre stvari in slabe stvari, ki vam jih lahko določen produkt prinese. Zdaj pa čisto en kratek EPP bom naredila. Slovenija je letos v sodelovanju z Evropsko komisijo podprla nov projekt, ki se mu reče Tovarna umetne inteligence. Gre za projekt, ki omogoča, v bistvu smo v konzorciju 10 partnerjev, v njem smo vse glavne raziskovalne inštitucije, ki razvijamo modele umetne inteligence že desetletja, da vam pomagamo pri vpeljavi umetne inteligence v vaša podjetja, da vam pomagamo izobraziti vaše sodelavce, da skušamo ta strah pred novo tehnologijo na nek način tudi odpraviti, seveda z razumevanjem, kaj pa lahko je tudi narobe. Upamo, da bo Slovenija tudi kmalu potrdila nov kompetenčni center, nacionalni kompetenčni center za umetno inteligenco, ki bo v neki sinergiji s to tovarno umetne inteligence. Tako da tisti, ki si želite vpeljati umetno inteligenco v vaše poslovanje ali pa imate izzive, karkoli,
Obrnite se na nas, zato smo tu. Mi si želimo, da dobite kompetentno pomoč in da imate res rešitve, ki bodo v dobrobit vam, dobrobit družbi in vašim sodelavcem. Hvala lepa in prosim, ne pozabite ostati ljudje tudi v dobi umetne inteligence.